V cerkvi Svete Ane v Leskovcu pri Krškem poletja že 10 let bogatijo Anini glasbeni večeri. Tam je koncertirala tudi pianistka Tjaša Šulc. Prihajam iz Maribora, okolice Maribora. V Rušah sem tudi pričela se učiti klavir, potem sem nadaljevala na konzervatoriju v Mariboru in seveda študirala na akademiji v Zagrebu. Sedaj poučujem na konzervatoriju Maribor, tudi se še izobražujem v Italiji pri profesor Boginu. Sodelovala je že z mnogimi priznanimi profesorji in je dobitnica številnih nagrad na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Dost nastopam, dost je tudi truda vloženega, zraven dela je malo težje vse skupaj, ampak glasba je le glasba in tako je lepa, tako da se dalje trudim in ogromno truda vlagam v to, da nastopam. Rada bi se zahvalila seveda za to priliko, da nastopam tudi v vaših krajih, mi je zelo v veselje, upam, da še kdaj. Anini glasbeni večeri so plod sodelovanja Kulturnega društva Leskovec in župnije. Ta cerkev je bila prenovljena konec 90-ih let oziroma nekje na prelomu tisočletja, lahko rečemo. In takrat je župnik nekako prepoznal ta hram kot izredno akustičen in primeren še za kaj drugega, razen za mašo ob žegnanju Svete Ane in Svetega Roka, ki je tudi stranski oltar tukaj, in je spodbujal, da bi se tukaj še dogajale kakšne druge stvari, predvsem krsti in poroke, pa tudi takšna koncerti klasične glasbe. 10 let Aninih glasbenih večerov pomeni 40 odličnih koncertov najrazličnejših glasbenikov. Vodja projekta Darja Hrastelj pravi, da jih ni bilo enostavno realizirati. Mogoče po eni strani težko, ker je toliko dobrih talentov in res tako dobrih glasbenikov, da je najprej težko najti idejo koga, potem se pa kar pojavi, kar ta vir ne presahne. Tako da pravzaprav ni težko. Je mladih, talentiranih, zelo nadarjenih glasbenikov je ogromno na tem področju v Posavju, pa tudi širše, ker se oziramo tudi širše. Umetniška vodja tega projekta je sopranistka Mihaela Komočar. Pred 10 leti sem bila jaz prva, ki sem nastopila na prvem Aninem glasbenem večeru. In zato sem vesela, da je letošnja 10. obletnica, da smo pripeljali do 10. obletnice. Koga bi si še želela poslušati v tej cerkvi? Želela bi si domačih mladih glasbenikov, kajti poslanstvo Aninih večerov je ravno v tem, da damo priložnost mladim glasbenikom, ki mogoče tukaj na teh koncertih nastopajo prvič, ampak jih kasneje vidimo v neki utrjeni glasbeni poti in na to smo ponosni. Tako da upam, da bodo Anini glasbeni večeri še v prihodnje gostili mlade glasbenike in seveda tudi priznane glasbenike, ki bi radi prišli k nam v goste. Zanimalo nas je tudi, kaj Komočarjeva kot mednarodno priznana sopranistka počne izven okvirjev Kulturnega društva Leskovec. Moja glasbena pot je trenutno osredotočena na ljubljansko opero. Ravno sedaj v oktobru ponavljamo oziroma ponazarjamo slovensko opero Janija Goloba Ljubezen kapital. Tako da sem ponosna, da sem končno prisotna tudi v domači hiši in tudi v bodoče izgleda, da bomo še sodelovali. V Kulturnem društvu Leskovec si po prvi uspešni dekadi Aninih glasbenih večerov želijo še naprej pripravljati te glasbene poslastice, za denar pa se bodo že znašli, pravi Hrasteljeva. Prijavljamo se na razpise občinske, poskušamo seveda tudi pri sponzorjih in domači nam stojijo ob strani, tudi župnija je tukaj sodeluje v finančnem delu, tako da želimo si seveda, da bi bilo tega več, potem bi lahko še bolj smele načrte uresničili, ampak ni to ovira pravzaprav, da se tega ne bi dalo. Če je volja, je pot in se da uresničiti tudi to. Letošnjo sezono zaključujejo s koncertom 21. septembra.